Dobrodošli v oddaji V svetu odraslih, kjer bomo tokrat z zanimivima gostama raziskovali dinamičen svet start-upov, inovacij in tehnoloških priložnosti. Govorili bomo tudi o bližajoči se konferenci Podim, ki je edinstven dogodek za širši start-up ekosistem, ki ga podpira tudi Tovarna podjemov. Urban Lapajne, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Ste strokovnjak za oblikovanje programov za start-up podjetja, svetovalec in povezovalec v start-up ekosistemu. Imate več kot 18 let delovnih izkušenj in kako bi kot nekdo, ki je aktiven v Tovarni podjemov, opisali, kako Tovarna podjemov v Sloveniji podpira mlada podjetja in morda lahko še kaj spregovorite o rezultatih, ki ste jih že dosegli. Ja, hvala za vabilo v studio in hvala za tudi tematiko, izhodiščno vprašanje o tematiki, ki je zelo pomembna. Skratka, inovativno podjetništvo je bolj kot kadarkoli v zgodovini nekako tistim, ki želijo ustvarjati, tako mlajšim kot mlajšim in ustvarjalnim po srcu, veliko priložnosti. Sicer Tovarna podjemov že od leta 2001 podpira inovativno tehnološko podjetništvo, podpira ga v ožjem lokalnem okolju, torej v mestu Maribor. Smo podjetniški inkubator Univerze v Mariboru in naša primarna naloga je, da podjetniške pobude, ki nastajajo v vrstah in pa na članicah Mariborske univerze, podpiramo na poti njihovega uresničevanja, skratka iz laboratorija v narekovajih na trg. In to počnemo skozi različne programe, ki jih organiziramo čez celo leto, skozi svetovanja naše ožje ekipe. Gradi nas, torej sestavlja nas 8 strokovnjakov, ki komplementarno skrbimo za to, da je ena ideja praktično od točke nič, kjer je to samo zgolj ideja. Jaz sem si izmislil tole, ki bi delal tole, da od te točke pripeljemo stvar do trga, do uporabnikov, do prihodkov, do neke rasti. Skratka, svetovanja, programi, torej neki strukturirani daljši programi. Imamo tudi lepe urejene, prenovljene prostore v centru Maribora, kjer tudi mlajše podjetniške skupine, podjetja na začetku najdejo spodbudno okolje, kjer se tudi družijo z sebi enakimi. Skratka, naša prva naloga in primarna, za katero predano skrbimo čez celo leto, je ta podpiranje podjetništva na lokalni ravni, tukaj v Mariboru. Vsekakor pa je naše prostranstvo že tudi od strani ustanoviteljev, torej Mateja Rusa in pa profesora Rebernika, bilo širše kot samo Tovarna podjemov. Skratka, takrat se je sledilo najboljšim praksam v tujini. Vsaka dobra univerza, progresivna univerza je imela tudi svoj podjetniški inkubator, da so vse tiste briljantne glave lahko te super izume komercializirale. Ampak so to poslanstvo bilo pa še od vsega začetka širše. Skratka, Tovarna podjemov tukaj v Mariboru ni nek izoliran otoček sredi vakuma, ampak deluje v nekem širšem poslovnem okolju, deluje v Sloveniji in tudi to okolje, vkolikor želimo, da je uspešno in pa produktivno mariborsko okolje, moramo spreminjati tudi ali pa soustvarjati tudi slovensko poslovno okolje. Zato je že kmalu po ustanovitvi so se začele v bistvu iniciative in pa programi, ki na slovenski ravni nekako soustvarjajo ta podjetniški ekosistem. Nastala iniciativa Startup Slovenija z istoimenskim spletnim portalom startup.si, ki je na enem mestu nekako združuje vse dogodke, novice, podjetja, svetovalce, skratka vse, kar je povezano z inovativnim tehnološkim podjetništvom v Sloveniji. In to je nek tak naš krovni nacionalni projekt, s katerim nekako našemu okolju zagotavljamo, da ima slovensko startup okolje svoje mesto, da ima svoje ogledalo tudi navzven in nekako s tem tudi omogočamo, da imajo
podjetja, ki nastajajo, nekako svoje mesto in pa odskočno dejansko za tujino. Vse skozi si tudi prizadevamo za promocijo tega inovativnega podjetništva v širši družbi, kar se nam zdi izredno pomembno. Skratka, podjetnik, en Ivo Boscarol ali pa Luka Topolovec, ki bo prav tako danes v oddaji, je po našem mnenju zasluži isto naslovnico kot pa Janja Garnbret ali pa Luka Dončić. Ko bomo dosegli to, bo naša družba postala družba znanja, družba neke visoke dodane vrednosti, in k temu si seveda skupaj z okoljem moramo prizadevati in tudi zato organiziramo letos že 18. leto nagrado za slovenski startup leta, kjer izbiramo, promoviramo in pa nagrajujemo najbolj prepoznavne ambasadorje slovenskega tehnološkega inovativnega podjetništva, in to podjetniško lento, če se malo izrazim z analogiji za mis, so v preteklih letih nosili in si predajajo podjetja, kot so Flika lansko leto, predlansko leto BirdBuddy, skratka podjetja, ki so nekako navznoter, torej na Sloveniji, in pa navzven nekakšni ambasadorji slovenskega podjetništva. K tej vaši ideji, ki se mi zdi več kot na mestu, pa več kot pripomore tudi konferenca Podim, ki je organizirana letos maja. Kaj bi morda prvo najprej nekaj na kratko povedali o njej za tiste, ki so morda to ime samo slišali, pa nimajo drugega predznanja, na to pa nam lahko nekoliko predstavite tudi sam razvoj te konference in ključne stvari. Ja, tako zelo enostavno, gre za eno tako veliko poslovno stičišče, za en tako velik dogodek, kjer na eno mesto pripeljemo tiste posameznike in pa tiste organizacije, ki omogočajo tem tehnološkim idejam, da se razvijajo in pa rastejo. In take ideje za svoj rast in razvoj potrebujejo prvič kapital, in na konferenci vsako leto gostimo 150 investitorjev, evropskih investitorjev, ki investirajo v torej inovativna zagonska podjetja. Drugič, taka podjetja potrebujejo torej neko znanje, zato na dogodek pripeljemo izkušene podjetnike, mentorje, ki ta podjetja nekako podpirajo s svojimi nasveti za svojo mrežo, in pa ta podjetja potrebujejo večja uveljavljena podjetja, korporacije, ki so lahko njihovi partnerji, stranke. Zato so del konference tega dogodka tudi predstavniki velikih uveljavljenih podjetij, ki s temi podjetji sodelujejo, in pa nekako ta podjetja delujejo v nekem podpornem okolju, kakor so to inkubatorji, pospeševalniki, programi, in zato so četrti deležnik te konference ti tako imenovani ekosistemski graditelji. In torej, to je eno tako veliko stičišče, eno tako veliko zmenkarije, predstavljate si 1000 ljudi na enem mestu, ki se na nek sistematičen način 2 dni in pol družijo z namenom, da pač v bistvu razvijajo svoj posel. Se je pa ta konferenca skozi čas tudi razvijala, ampak verjamemo, da prilagajala samim potrebam. Nam lahko morda na kratko predstavite še to? Ja, torej sama konferenca ima že kar dolgo brado, začela se je leta 1980 kot konferenca Podim, ampak v zadnjih, bom rekel, desetletju ali pa desetletju nekaj, je pa v bistvu to tehnološko podjetništvo, startup podjetništvo začelo dobivati na pomenu, in takrat se je tudi konferenca zelo preoblikovala v taki tipični startup tehnološki dogodek, v katerem se te 4 ciljne skupine, ki sem jih prej omenil, sistematično družijo in povezujejo. Take konference so taka običajna stvar v tujini, jih ima vsaka večja država, jih ima. Najbolj znane so, Web Summit na Portugalskem, Slash na Finskem, in pač predano delo naše ekipe je zaslužno za to, da je konferenca Podim vsako leto uvrščena med top 15 evropskih dogodkov, in en izmed najboljših dogodkov v naši regiji. Skratka, konferenca Podim ni slovenska,
ampak v bistvu pokriva, temu pravimo regiji Alpe Adriatik in pa v bistvu cel nekako zahodni Balkan oziroma ta del. In je nekako stičišče in pa priložnost, da se tehnološki ekosistem regije poveže z globalnim investitorskim in pa strokovnim tehnološkim ekosistemom. Res izjemna in velika stvar, ki se dogaja v Mariboru, ampak ima pomen ne samo za Slovenijo, ampak za celotno to širšo regijo in lepo, da pridobivate ta priznanja tudi širom naših meja. Še vedno je možno, da se gledalci oziroma tisti, ki jih to zanima in bi jim bila to dobra spodbuda, prijavijo. Lahko poveste še morda kaj več o samih prijavah? Ja, torej prijave so še vedno odprte, torej na podim.org je spletna stran, na kateri najdete v bistvu celoten program, ki traja 2 dni in pol, od 12. do 14. maja, z več kot 60 govorci, mednarodnimi, skratka izredno zanimiv program za tiste, ki ste šele na začetku, za velika uveljavljena podjetja, ki se želijo digitalizirati, ostati v koraku s časom, iskati nove poslovne priložnosti, nove poslovne modele. Imamo že v bistvu 40 potrjenih skladov tveganega kapitala iz vse Evrope, ki investirajo v to vrstna podjetja, tako da vkolikor ste podjetnik, ki iščete kapital, vabljeni, da se nam pridružite, ali pa ste del podjetniškega ekosistema, kjer se preprosto želite povezovati z isto mislečimi, tkati nove poslovne vezi, skratka konferenca je odprta. V tem trenutku smo izbrali že več kot 170 najboljših startupov iz regije, iz več kot 850 prijav, tako da čaka res taki žlahtni izbor podjetij. In pa kot vedno je konferenca unikatna, ker je na nek način dovolj majhna, da omogoča spoznavanje, spontano spoznavanje, strukturirano spoznavanje nekih poslovnih vezi. Na drugi strani pa je dovolj velika, da je teh 1000 in nekaj posameznikov v bistvu zagotavlja ogromno nekih poslovnih priložnosti. In morda še za na konec, konferenca ima 2 dela ali pa 2 vrednosti. Na eni strani ta zanimiv program, je to tudi nov namenski oder, ki ga imenujemo Builder Stage, ki je bil nekako izgrajen skupaj z Silicon Gardens, ki se je pridružil kot organizator letos, na katerem vas čaka 20 najboljših regijskih scale-up in start-up podjetij, ustanoviteljev, najboljše prakse. Na drugi strani ena vrednost je ta zanimiv program, na drugi strani so pa sestanki. Imamo v bistvu cel narodni dom v Mariboru, bo 2 dni mesto, kjer se organizirajo sestanki. In recimo za občutek lani v teh dnevu in pol se tam zgodilo 1350 1 sestankov, kar je preprosto ogromno. In vsako leto je neposreden rezultat konference vsaj ena investicija, za katero organizatorji vemo, in še nešteto nekih poslov, idej in nekih pozitivne dodane vrednosti. Izjemno. Najlepša hvala, Urban, za vašo predstavitev in želimo vam obilo uspeha pri vašem delu, tako v tovarni podjemov, kot tudi, da bi se letošnja konferenca Podim tukaj v Mariboru obrestovala tako za poslovni svet tu v našem mestu, kot tudi širom meja mesta. Hvala. Hvala za vabilo in se vidimo na Podimu. Z nami v studiu pa je že naš drugi nocojšnji gost, in sicer Luka Topolovec. Luka, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni nazaj. Imate zelo zanimivo poslovno pot, zato vas bi najprej povabil, da nam predstavite vaše življenje z tega vidika, ki bi bilo zanimivo za naše gledalce, začenši z odskočno desko, ki ste jo imeli leta 2012 na tekmovanju. Za kakšno tekmovanje je šlo? Šlo se za tekmovanje Imagine Cup, ki ga je sponzoriral Microsoft in vodila podjetniški inkubator. Bil je v bistvu en tak lep spomladanski dan, kjer smo v bistvu 4 študenti računalništva se pogovarjali, kako super bi bilo iti v New York, ker to je bilo v bistvu nagrada za zmago na tem slovenskem delu tega tekmovanja.
In ni tako, da takrat nismo imeli nekega denarja, smo pa si mislili, da smo relativno pametni. Videli smo, da je to podjetniško tekmovanje fokusirano na to, da s pomočjo tehnologije izboljša svet. In smo videli eno tako priložnost v teh pametnih telefonih, ki smo jih v bistvu tudi takrat, to je bilo leta 2012, začeli aktivno pač programirati. In takrat smo ugotovili, da je ena priložnost, kako prilagoditi pametni telefon, torej telefon z touch screenom, za recimo slepe in slabovidne ljudi. In to je bila ta naša okvirna ideja, s katero smo se v bistvu prijavili na to študentsko tekmovanje v sklopu tega podjetniškega inkubatorja in smo zmagali. Šli smo v New York, v New Yorku smo bili zelo uspešni, smo prišli tako rekoč v finale, v bistvu so nas vsi imeli radi, bili smo ena taki boy band, dobili smo precej medijske pozornosti, pridobili prvega angelskega investitorja, dobili investicijo iz Anglije, šli v Anglijo, pivotirali celotni poslovni model in danes, torej cirka, ne vem, koliko je to, 13 let kasneje, je firma dala skozi precej različne mejnike, od tega tudi, da se je združila še z enim slovenskim podjetjem. Nas pa je zdaj okvirno 120 do 130 v ekipi, imamo pisarne v Mariboru in v Ljubljani, po večini smo inženirji, dizajnerji, testerji, projektni vodje in razvijamo v bistvu zelo dobre mobilne, spletne aplikacije. In verjetno, če uporabljate recimo, ne vem kakšno, če uporabljate recimo mobilno banko od sedaj OTP-ja, je to produkt, ki smo ga v bistvu mi razvili na nek način v sodelovanju z naročnikom seveda. Tako da ja, zelo interesantna življenjska zgodba. Štartali smo podjetje tako rekoč še na faksu smo bili takrat in tovarna podjemov nam je tudi tu zelo na začetku pomagala, ker smo dobili tam naše prve pisarne in odpirali so nam precejšnja vrata do različnih povezav in nam pomagali tudi pri pridobitvi enih nepovratnih sredstev v Sloveniji. In še zdaj smo na nek način v zelo dobrih odnosih in smo jim hvaležni za vso podporo, ki so nam jo dali takrat in sedaj se tudi mi, ko smo že malo večji, trudimo v ta ekosistem pa v ta community nazaj vračati. Prav to je bilo moje naslednje vprašanje in sicer to vaše sodelovanje med tovarno podjemov kot tudi konferenco Podim, naprimer, kako je to vplivalo na vaš razvoj, za vaše podjetje, kaj je pripomoglo k vašemu podjetju. Nekaj ste že omenili, pa vendar morda, kaj bi bilo dobro slišati še kakšnemu mlademu kot spodbuda, naprimer vaše izkušnje v zvezi s tem? Jaz mislim, da recimo, ne vem, če si relativno mlad, pa še mogoče študiraš na faksu, to je idealni čas, po moje, da začneš malo razmišljati o kakšni podjetniški zgodbi. Ravno zaradi tega, ker imaš zelo nizka tveganja. Še vedno, recimo, ne vem, če ti kaj ne uspe, imaš mogoče podporo staršev, ki ti lahko v bistvu pomagajo. In kaj rabiš v takih situacijah, seveda okolje, ki te pri tem podpira. In to smo res dobro dobili od tovarne podjemov. To, da smo dobili okolje, kjer smo lahko delali skupaj, kjer smo dobili prijatelje, ki si tudi ustvarjajo svoja podjetja in ki so tudi šli skozi vse težave, ki jih vsak podjetnik dejansko ima, torej od tega, kako pridobiti prve stranke, do tega, kako dobiti kakšno investicijo. In ta izmenjava izkušenj ti ogromno pomeni na začetku. In pa seveda tudi to, da se imaš na koga obrniti takrat, ko imaš res mogoče kakšno težavo, na katere se ravno ne moreš čisto z vsakim pogovarjati. Tako da nam so zelo prav prišli že iz tega vidika, tam smo dobili super poslovne prostore, ki smo jih lahko uporabljali kar nekaj let. Imeli smo možnost sodelovati
z vsemi temi ostalimi podjetji, ki so bili tudi v tem samem prostoru, torej dobiš prijatelje, tako rekoč, ki grejo skozi isto kot ti in ti drugega motiviraš. In pa seveda sodelovali smo od Podima do kakšnih hackathonov, ki so vsako leto organizirajo. In tukaj se je recimo tudi stlelo, kako bi rekel, eno izmed naših večjih partnerstev, ki jih recimo med drugim še zdaj imamo. In to je bilo z Novo KBM na začetku, takrat je bila še Nova KBM, kjer smo šli skupaj skozi en taki hackathon podjetniški in se stlejo poznanstva in ko kakšen partner rabi, recimo, ne vem, digitalno pomoč, se takoj spomni na tebe, ne? In mi smo pol seveda skočili v to not. Omenili ste to digitalno pomoč. Kakšen je vaš pogled na proces digitalizacije podjetij danes? Kaj bi lahko zanimivega v zvezi z izzivi na tem področju povedali? Tu mislim, da je ful izzivov in ful v bistvu priložnosti. Recimo, ne vem, en del našega podjetja se ukvarja z to poslovno analitiko in tudi optimizacijo poslovnih procesov. In tukaj se recimo res včasih vidijo, kakšne prihranke lahko podjetje naredi. Ne vem, ko lahko recimo procesira neko stranko 5-krat hitreje, kot jo je recimo prej. Ne? In to se recimo ful pozna pri tem, ko lahko samo podjetje recimo zasluži, ali pa kak dober support ti neki stranki dejansko ponudiš. Tako da, ja, stvari na tem področju grejo zelo hitro naprej. Glavni trend, ki ga zdaj vidimo, je samo hitrost. Torej, kak hitro se znaš ti prilagajati na, ne vem, potrebe stranke ali pa na zadovoljevanje nekih problemov. In ta fokus na hitrost je neko temeljno vodilo zdaj trenutno v IT-ju. In to se še ekstra zdaj vidi, ko vedno več podjetij vpeljuje to umetno inteligenco not, tudi z namenom, da pridejo do nekih odločitev ali pa do nekih stvari, ne vem, stranke hitreje in učinkoviteje. Tako da jaz mislim, predvsem za kakšna starejša podjetja, ki mogoče niso navajeni na tak hiter tempo sprememb, bo zdaj kar izzivno. To se mi zdi. Kaj bi svetovali mladim, ki so v takšnih podjetjih, kako bi prepričali morda nekoliko starejšo generacijo za tovrstne spremembe? Mislim pač z mojega vidika pač ponavadi market tak naredi svoje. Ne? Mislim itak, da že od nekdaj podjetja rastejo, pa podjetja tudi propadajo, to je nek normalen tega cikl. Jaz verjamem, da znotraj tega ekosistema je ogromno takih podjetij, ki jim bo eventualno šlo zelo dobro, ki bo mogoče jih mlajša generacija zelo dobro zvodila in odprla še mogoče kakšne nove priložnosti, ki se jih mogoče prejšnja generacija ni spomnila ali pa upala dejansko implementirati. Določena podjetja pa se pač ne bojo prilagodila na to in za njih pač, ne vem, je lahko tudi konec zgodbe. Ne? Sej je tudi nek normalen cikl, ne? Od takrat, ko je že računalništvo nastalo, pa internet, pa vse te stvari smo se mogli prilagajati na spremembe. Počasi se približujemo koncu, pa vendar se lahko na kratko dotakneva še naslednje teme in sicer kakšen je vaš pogled oziroma kako vidite prihodnost blockchain tehnologije, kaj bi lahko povedali o tem? Ja, mislim, to je pa ena izmed tehnologij, v katerih smo jih v podjetju v zadnjem času tudi precej delali. Seveda ne rešuješ vsakega problema z blockchainom, rešuje pa blockchain določene probleme, ki so res težki, kot so recimo, ne vem, mikrotransakcije ali pa kakšna notarizacija podatkov, nekaj takega, kjer je recimo res težava tako rekoč mogoče med državami, pa kjer bi res rad imel nek neodvisno podatkovno bazo, katere noben recimo ne bi mogel kar tako spreminjati. Tako da zelo taka, kako bi rekel, relativno zelo močna tehnologija, ni pa za vsakdanje probleme. Ne? Odlično. Luka, najlepša hvala. Hvala lepa. Slišali smo, spoštovane gledalke in gledalci, kako iz enega preprostega študentskega sanjanja o obisku New Yorka, kako se na to zgodijo
izjemne in velike zgodbe, kot je ta zgodba, ki nam jo je danes predstavil naš gost Luka Topolovec. Tako da želimo vam, da bi tudi vi ne samo sanjali, oziroma najprej, da bi si upali sanjati, ter na to, da bi naredili tiste korake, ki so pri tem pomembni, ter da bi imeli dobro okolje kot sebe, kar, kot smo slišali, zagotavlja tudi tovarna podjemov, vključno s konferenco Podim, ki bo letos v maju. Nasvidenje in se vidimo v naslednji oddaji V svetu odraslih.